Trije medvedi. Deklica je odšla v gozd in tam zašla. Hodila je med drevesi, iskala je pravo pot in sredi gozda zagledala hišico. V tej hišici so živeli trije medvedi. Prvi je bil velik in močan, to je bil oče medved. Drugi je bil manjši, to je bila mamica medvedka. Tretji je bil čisto majhen, to je bil sinček Miško. A niti očeta, niti mamice in niti Miška ni bilo doma. Odšli so v gozd, vrata pa so pustili odprta. Deklica je stopila v hišo. Pred seboj je zagledala veliko mizo, na mizi pa 3 sklede. Prva skleda, zelo velika, je bila očetova. Druga skleda, malo manjša, je bila skleda mamice medvedke. Tretja, temno modra skledica, pa je bila Miškova. In vse 3 so bile do roba polne zelenjavne juhe. Ob vsaki skledi je ležala žlica, velika, manjša in še manjša. 3 žlice, 3 sklede, deklica pa tako lačna. Prijela je največjo žlico in zajela juho iz največje očetove sklede. Vzela je mamino žlico in poskusila juho iz srednje sklede. Vzela je Miškovo žlico in zajela juho iz male, temno modre skledice. In Miškova juha se ji je zdela najboljša. Zdaj bi se rada usedla. Pogledala je okoli mize in zagledala 3 stole. Tisti največji, tisti je bil očetov. Malo manjši je bil stol mamice medvedke. Najmanjši stolček z rdečo blazinico pa je bil Miškov. Deklica je zlezla na prvi stol in padla. Zlezla je na drugega, tudi ta in ni bil prav. Sedla je na mali stolček z rdečo blazinico in se od veselja zasmejala. Ta je bil kot po meri. Sklonila se je nad skledico in se lotila juhe. Vso je pojedla, tako dobra je bila. Potem se je naslonila in se zazibala. Sem in tja, sem in tja. Pa se je stolček polomil in deklica je padla na tla. Stekla je v drugo sobico. Tam so stale 3 postelje, velika, manjša in še manjša. Tista velika je bila postelja očeta medveda. Manjša je bila postelja mamice medvedke. Najmanjša pa je bila Miškova. Deklica se je ulegla na prvo posteljo, prevelika. Legla je na drugo posteljo, še vedno prevelika. Legla je na Miškovo,
Ta je bila ravno prav in je zaspala. Takrat so se medvedi vrnili domov. Bili so lačni, kar takoj so stopili k mizi, a tam je bilo vse narobe. Oče medved je pogledal v svojo skledo in zarjovel strašnim glasom. Kdo je jedel iz moje sklede? Mama medvedka je pogledala v svojo skledo in je zarjovela, samo malo tiše. Kdo je jedel iz moje sklede? Miško pa je pogledal v svojo skledico in je videl, da je prazna. In je revše zapiskal s tenkim glaskom. Kdo je jedel iz moje skledice in pojedel vse? Oče medved se je ozrl po stolih in zarjovel še bolj strašno. Kdo je sedel na mojem stolu in ga premaknil? Tudi mama medvedka je zarjovela, samo malo tiše. Kdo je sedel na mojem stolu in ga premaknil? Miško pa je zagledal svoj polomljen stolček in zacvilil tenko kot miš. Kdo je sedel na mojem stolčku in mi ga polomil? Oče medved je stopil v sobo in zarjovel strašnim glasom. Kdo je ležal na moji postelji in jo pomečkal? Tudi mama medvedka je zarjovela, samo malo tiše. Kdo je ležal na moji postelji in jo pomečkal? Miško pa je pristavil pručko, pogledal je na svojo posteljico in zacvilil, kakor da ga koljejo. In kdo leži še zmeraj v moji postelji? Privzdignil je odejo in zagledal deklico. Ajaj, 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 ona, glejte jo, držite jo. Je cvilil Miško, kar ugrizniti jo je hotel. Deklica se je zbudila, zagledala je medvede in planila k oknu. Še dobro, da je bilo odprto. Brž je skočila iz hišice in zbežala. Medvedi je niso dohiteli. Nauk te pravljice je, da ne smemo biti radovedni in vdirati v tujo lastnino. Prav tako ne smemo biti izbirčni in nezadovoljni s tem, kar imamo. Pravljica nas uči, da moramo spoštovati stvari drugih in tudi svoje stvari.